Pozdravljeni. Benigno povečanje prostate ima več kot polovica moških po 50. letu starosti, po 80. letu pa skoraj vsak. Gre za nenevarno, a zelo neprijetno stanje, pri katerem prostata začne pritiskati na sečnico in povzroča težave z uriniranjem. Od čipkega curka do pogostega nočnega vstajanja povzroča lahko tudi težave s spolnostjo. Čeprav ne gre za raka, lahko močno vpliva na kakovost življenja, predvsem pa veliko moških s pregledom predolgo odlaša. Kaj se pravzaprav dogaja v telesu, kdaj je čas za zdravljenje in kako učinkovite so danes možnosti zdravljenja, bomo govorili z urologom, dr. Predragom Šejinovićem. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala. Kaj pravzaprav pomeni benigna hiperplazija prostate? Zveni tako zelo strokovno. Kaj pa dejansko to je? Benigna hiperplazija prostate pomeni benigno, nemaligno, nerakasto povečanje prostate. Prostata je majhna žleza, ki se nahaja pod mehurjem, ima conalno anatomijo in v bistvu se poveča njen centralni del, mi temu rečemo tranzitorna cona, ki je direktno obdaja sečnico in v bistvu se začne večati. Tako da se celi volumen prostate poveča. Kakšni so prvi znaki, da se je lahko povečala prostata? Prostata se začne mikroskopsko večati že tam po 40. letu. Prvi znaki nastanejo že po 45. ali 50. letu starosti. Prvi simptomi so že znani. V bistvu to je slabši curek, bolj pogosto uriniranje, potem nujni klici na uriniranje, pogosto nočno vstajanje zaradi uriniranja, tudi včasih inkontinenca oziroma težave z zadrževanjem urina. To so neki prvi opozorilni znaki. Kako pa vi na pregledu ločite, da gre za to benigno povečanje in da ne gre za kakšno izmed malignih obolenj? V bistvu to predstavlja en diagnostični izziv, namreč pri povečani prostati, pri benigno povečani prostati je tudi pogosto povišan ta PSA, to je marker za prostato, ki ga določamo praktično vsakemu moškemu po 50. letu. Tako da pri pacijentih z BHP-jem ta PSA, tudi njegova dinamika naraščanja ima svoje značilnosti. Vsakemu pacijentu seveda opravimo prvo anamneza, pogovor s pacijentom. Takrat v bistvu pridobimo informacije, če je slučajno kakšna pozitivna družinska anamneza, se pravi, da je kakšen družinski član že imel raka na prostati. Potem pa opravimo digitorektalni pregled, to je ta znani pregled s prstom pri urologu, ko mi dobimo informacijo tudi o velikosti prostate. Potipamo površino prostate, če so slučajno kakšne zatrdline oziroma suspektne spremembe, je potem potrebna dodatna diagnostika. Opravimo tudi ultrazvok. Ultrazvok nam pove, kakšna je velikost prostate in že na podlagi teh informacij mi dokaj zanesljivo oziroma že vemo približno, ali je to BHP ali je suspektno oziroma sumljivo za rak na prostati. Prej ste dejali, da so prvi znaki naprimer šibek curek. Kaj pa naprimer to nočno uriniranje? Kolikokrat na noč je še nekje v mejah običajnega, da gre človek lulat, da gre moški po noč na stranišče? Če pa striktno vzamemo smernice, se pravi več kot 8 mikcij čez dan, pa več kot 1 mikcija po noči, se smatra v bistvu klinično signifikantnim oziroma pomembnim, se pravi do tega števila se smatra normalnim, ampak moram povedati, da tudi manje število mikcij, če se prvo pojavijo znaki urgence, se pravi, da pacient težko zadrži vodo, pripelje pacienta na pregled pri urologu. Vem, da moški znajo odlašati s prvim pregledom. Zakaj je moškim neprijetno priti na tak pregled in kaj s tem zamujajo, ko zamudijo ta začetni čas, ko bi še lahko poiskali pomoč, ki bi bila verjetno bolj učinkovita? Benigna hiperplazija prostate je en proces, ki nastaja zelo počasi, tudi zelo počasi progredira. Tako da pacienti se včasih dejansko ne zavedajo težav. Stara doktrina je bila, da ko je pacient povedal, da nima uroloških težav, v bistvu tudi ni bila indicirana terapija z naše strani.
Vendar zdaj pa vemo, da pacienti, informacije, ki jih dobimo od njih, niso relevantne. Ko pravimo diagnostične teste, ugotovimo, da dejansko curek ni dober, da dosti urina zastaja po končanem uriniranju, tudi da dosti krat hodijo po noči na vodo. Tako da v bistvu takrat se odločamo za terapijo. Dosti krat pa moški seveda ne pridejo, ker jim je ali nerodno, ali enostavno niso ozaveščeni o težavah. Kako pa pomagate pacientom, pri katerih ugotovite, da gre za benigno povečanje prostate? Benigna hiperplazija prostate, se pravi terapevtski pristop, ko imamo prema vsakem pacientu, se pravi tudi sprememba življenjskega sloga, tudi recimo zmanjšanje telesne teže ali pa omejitev vnosa alkoholnih pijač, kave, se pravi kofeina, tudi hidracija, primerna hidracija oziroma omejitev vnosa tekočine nekaj ur pred spanjem lahko olajša težave. Ne rabimo takoj pacientu predpisati kakšna zdravila ali ga napotiti na kakšen poseg, vendar če ti začetni ukrepi so neučinkoviti oziroma če ne dobimo željene rezultate, potem pa ponavadi začnemo z medikamentoznim zdravljenjem in tu imamo več zdravil na voljo, več skupin zdravil na voljo. To so predvsem, če lahko nadaljujem, se pravi zdravila, ki dejansko zmanjšajo prostato, to so tako imenovani 5-alfa-reduktaza inhibitorji, to so zdravila hormonska, ki v bistvu na hormonski bazi lokalno zmanjšajo vpliv testosterona oziroma konverzijo testosterona in bolj močen androgen in potem se zmanjša dejansko prostata fizično, zmanjša se pritisk na sečnico in pacient odvaja v boljšem curku, manj pogosto hodi na vodo, boljše izprazni mehur, potem pa imamo tudi alfa blokerje. To so zdravila, ki v bistvu relaksirajo gladko mišico prostate, tako da se zmanjša pritisk na sečnico, ponovno je boljši curek. Ponavadi ta dva zdravila predpisujemo skupaj. Potem pa imamo tudi zdravila za simptomatiko glede mehurja, se pravi antimuskarinike, to so zdravila, ki relaksirajo mišico mehurja, tako da zmanjšajo število mikcij, tudi zmanjšajo simptome urgence, pa tudi število nočnih mikcij. Potem pa imamo tudi PD5 inhibitore, to so zdravila, ki v bistvu vplivajo tudi na erekcijo, ampak sočasno tudi dobro vplivajo na simptome spodnjih sečil. Omenili ste, da ima lahko moški pacient, ki ima benigno povečanje prostate, tudi težave v spolnosti. Omenili ste erektilno disfunkcijo. Se potem ta popravi z zdravili? Namreč, če govorimo v kontekstu benigne hiperplazije prostate, če pacienta začnemo zdraviti in začnemo prepisovati ta zdravila, moram povedati, da ta terapija dejansko dobro vpliva, se pravi zmanjša simptome spodnjih sečil, ampak zelo negativno vpliva na spolnost. To je več razlogov, se pravi s tem, da se zmanjša nivo testosterona, se tudi v bistvu pacientu zmanjša libido, spolna želja, potem pa tudi posledično so slabše erekcije. Zaradi alfa blokade oziroma alfa blokerjev lahko pride do retrogradne ejakulacije in posledično suhih orgazmov. Tako da pacienti v bistvu, eni pacienti, pri katerih je spolnost pomembna, v bistvu zelo slabo prenašajo ta zdravila in v bistvu iščejo neko drugo možnost za zdravljenje. Kakšna pa je ta druga možnost za zdravljenje? Se pravi, ko so enkrat medikamentozne možnosti izčrpane, pa tudi tiste spremembe življenjskega sloga, potem pa, ali pa ko pacient ne prenaša ta zdravila, potem je tradicionalno bila že na vrsti klasična operativa za benigno hiperplazijo prostate. Še vedno je zlati standard transuretralna resekcija prostate. Gre za operativni poseg, ki je več kot 80 let v klinični praksi. Sam operativni poseg zahteva splošno anestezijo, 3 do 4 dni hospitalizacije, je predvsem neugoden za pacienta. Tako da, se pravi, imamo transuretralno resekcijo prostate, imamo na voljo klasično prostatektomijo, to je bolj rezervirano za res velike prostate nad 100-120 kubnih centimetrov. V zadnjem času je poseg, ki je v bistvu tudi v naših smernicah,
in je tudi rezerviran ponavadi za večje prostate HOLEP, to je laserska enukleacija prostate, tako da to so ti večji kirurški posegi. Moram omeniti v bistvu, da je zaradi glih v tem med medikamentoznim zdravljenjem pa klasično kirurgijo se odprl en prostor oziroma so prišle v zadnjem času nove kirurške tehnike oziroma ne kirurške tehnike, ampak minimalno invazivni posegi, ki postajajo vse bolj popularni, pa tudi so zdaj v naših smernicah. Konkretno jaz imam izkušnje z rezumom, to je v bistvu ablacija adenoma prostate z vodno paro. To so posegi, ki so ambulantni, ni rezanja, ni krvi, pacient isti dan gre domov, se pravi brez anestezije je. Moram povedati, da ob tem so neki stranski učinki terapiji zelo redki in spolnost je ohranjena, pa tudi pacienti po tisti terapiji ne rabijo jemati zdravila za benigno hiperplazijo prostate. Kaj konkretno pa naredite pri tem minimalno invazivnem posegu? Omenili ste ablacijo, lahko malo bolj pojasnite, kaj naredite? Rezum je, se pravi, minimalno invazivni poseg, ki traja približno 10 minut, opravimo ga v sedaciji, v analgosedaciji. Pacient je v ginekološkem položaju, z inštrumentom rezumom pridemo skozi sečnico do prostatične lože, izmerimo prostatično ložo, glede na to dolžino se odločamo o številu vbodov v stranske lobuse in pa tudi v srednji lobus, kar je zelo pomemben. Glih ta srednji lobus, gre za eno anatomsko entiteto, je zelo pomemben za simptome spodnjih sečil, tako da ga z rezumom lahko tretiramo, se pravi, naredimo v stranske lobuse, pa v ta srednji lobus aplikacije vodne pare in potem pride do v prvi vrsti celične nekroze, se pravi, pacient dobi kateter za 4 do 5 dni, potem pa v prvi vrsti pride do celične nekroze, nekrotično tkivo se v prvi fazi izlušči, potem pa pride do epitelizacije in do apoptoze, tako da se v bistvu večina tega adenoma dobesedno uniči, nastane kavitacije, votlina in naredimo dezobstrukcijo prostate. Se pravi, pacient potem boljše izprazni sečni mehur, enostavno mu pomagamo, kar se tiče teh težav. Koliko časa pa traja okrevanje po tem posegu? Okrevanje, pacient je praktično naslednji dan funkcionalen, on ima kateter, ampak samo prvi dan je ta kateter konektiran za vrečko, že naslednji dan si da zamašek, tako da v bistvu je praktično čisto funkcionalno, lahko opravlja neka lažja dela. Potem, ko se kateter odstrani, pacient lahko je normalno aktiven, se pravi praktično takoj. Dokler pri klasičnih posegih je rehabilitacija tudi do 1 meseca. Je ta poseg, o katerem govorite, trenutno trend v svetu ali so še kakšne druge zraven, ki se na podoben način izvajajo? Ja, absolutno. Zdaj rezum v zadnjem času nekako prevzema primat od teh minimalno invazivnih tehnik. Vsekakor je treba omeniti akvaablacijo, potem imamo eholaser, imamo urolift, embolizacijo kavernoznih arterij. Se pravi, to so eni posegi, ki so tudi v skupini minimalno invazivnih tehnik, ampak je potrebno še kvalitetnih študij, da vidimo dejansko njihovo klinično uporabo oziroma boniteto. Našteli ste kar nekaj posegov, tako klasičnih kot tudi minimalno invazivnih. Kako naj pacient ve, kaj je za njega najbolj primerno? Na koga naj se obrne? Je to stvar debate z urologom? Kako se odločite, kaj bi bilo za pacienta najbolje? Vsekakor je najbolj pacient kot laik ne more tega vedeti. Se pravi, mora zaupati svojemu urologu. Seveda so kriteriji, ne moremo za vse paciente enak tretman, se pravi, eni so za ene minimalno invazivne tehnike, recimo konkretno rezum je indiciran za prostate od 30 do 80, pa so zdaj v bistvu spremenili indikacije na 100 kubnih centimetrov. Za večje prostate nekako svetujemo HOLEP, zdaj če se pogovarjamo o teh modernih kirurških tehnikah za benigno hiperplazijo prostate, zdaj pa če
Če so neke velike prostate, potem pride v poštev tudi klasična operacija. Moram povedati samo, da konkretno rezum, zato ker je minimalno invazivna tehnika in ne zahteva splošne anestezije, je tudi primeren za pacijente, ki so zaradi starosti ali pa pridruženih bolezni, je kontraindiciran kakšen večji oziroma bolj radikalen poseg in so recimo obsojeni na kateter. To je več 10 takih pacijentov sem uspešno v bistvu rešil katetra. To je ena skupina pacijentov, ki so neprimerni za večje radikalne posege in so dobesedno obsojeni na kateter, iščejo drugo rešitev in glih v tej skupini rezum daje zelo dobre rezultate. Ja, te težave, ki jih moški imajo, so izjemno neprijetne, vplivajo na njegovo celotno življenje. Verjetno je to neka res stiska, če živijo na ta način. Čeprav ne gre za raka prostate seveda se bojijo moški in seveda se ga upravičeno, je to ravno tako izjemno moteče in lahko povzroča cel kup podobnih simptomov, kot če bi šlo za raka prostate. Seveda, moram samo poudariti, da v bistvu benigna hiperplazija prostate nima veze z rakom prostate. V bistvu moram povedati, ker dosti krat pacijenti sprašujejo oziroma mislijo, da če je povečana prostata, da je to ima veze z rakom prostate. Benigna hiperplazija prostate je en proces, ki se dogaja v tranzitorni coni, se pravi anatomsko v drugem delu prostate kot rak na prostati. Rak na prostati se dogaja v periferni coni. Moram povedati, da zaradi večjih uroloških kontrol pacijentov z BHP-om je, temu se reče detection bias, se pravi bolj ugotavljamo karcinome pri tej skupini kot pri tistih, ki se ne kontrolirajo, recimo da imajo male prostate, pa da nimajo nekih večjih težav, potem pa pri takšnih pacijentih včasih ugotovimo karcinom prostate v bolj pozni fazi. Razumem. Tako vsekakor je benigna hiperplazija prostate za pacijenta zelo moteča zaradi številnih mikcij, zaradi v bistvu tudi nokturi, se pravi pogostih mikcij po noči so pacijenti neprespani. To močno zbije libido, se pravi tudi spolno življenje trpi, tako da so moški s povečano prostato v bistvu zelo slabo kvaliteto življenja imajo. Kaj bi lahko svetovali moškim? Obstajajo kakšni kriteriji, dejavniki, kako skrbeti za zdravje prostate? Se pravi, preden pride do težav, ali je to nekaj, kar pride s starostjo in se res pri večini moških potem nekaj izrazi? Definitivno je benigna hiperplazija prostate en proces, ki je prizadene praktično vsakega moškega. Se pravi, simptomatska BHP se začne po 50. letu. Moram povedati, da sam proces benigne hiperplazije prostate nastane zaradi hormonskega neravnovesja, zaradi upada testosterona začne v bistvu dominirati estrogen pri moškemu in potem pa se v tej tranzitorni coni poviša ekspresija tih androgenih receptorjev in postanejo bolj občutljivi na dihidrotestosteron in se začne večati prostata. Prostata oziroma benigna hiperplazija prostate ni samo hormonski proces, to je tudi metabolično vnetni proces, tako da tudi hrana, visceralna debelost, se pravi metabolni sindrom, močno vplivajo na benigno hiperplazijo prostate. Verjetno spadajo zraven tudi kriteriji zdravega načina življenja, gibanje, dovolj spanja, cela neka kombinacija. Prej sva govorila o zdravljenju, se pravi o zdravilih, ki so namenjena temu zdravljenju. Prinašajo seboj kakšne težje neželene učinke ali spada pri teh zdravilih tako kot za vse ostale? V bistvu, tako kot sem že povedal, za 5-alfa-reduktaze inhibitore, to so zdravila, ki znižajo nivo testosterona. Razen za libido, ja. Ja, drugih večjih, zdaj pa imamo tudi alfa blokerji, rahlo znižajo krvni pritisk, po študijah to je 11 mm živinega srebra. Ponavadi so moški blago hipertenzivni ali pa normotenzivni in v bistvu tega sploh ne čutijo. Eni pa imajo v bistvu blagi vrtoglavice ali pa slabosti, tako da ga tudi zaradi nižjega pritiska ne prenašajo. Kar se tiče antimuskarinikov, imamo suha usta, imamo obstipacije, tako da... Tako kot
Ja. To so neki stranski učinki, drugi poleg tega efekta na spolnost so to neki stranski Po vaših izkušnjah moški zlahka sprejmejo terapijo, torej jemljajo zdravila, imajo zadržke ali se raj takoj odločijo za poseg? Kje se gibate moški? Ja, zelo odvisno. V bistvu mlajši moški, pri katerih je spolnost pomembna, se nekako lažje odločijo za kakšen poseg, ker dejansko, kar se tiče medikamentoznega zdravljenja, žrtvujemo cel sistem zaradi povečane prostate. Boljše je seveda lokalno ukrepati, se pravi lokalno zmanjšati z nekim posegom ali z operacijo prostato in potem ne rabite zdravila imati. Moram povedati, da je zelo pomembno tudi pravilna diagnostika. Se pravi, v diagnostiki benigne hiperplazije prostate moramo opraviti še recimo rezidualni urin, to je postmicijski zastanek. To so eni objektivni kriteriji, da gre za klinično pomembno benigno hiperplazijo prostate. Včasih ugotovimo pri pacientih, da imajo dejansko povečano prostato, ne vem, 40-50 kubnih centimetrov, ampak nimajo težav. Tudi objektivno nimajo težav, ker je uroflow, ki jo pravimo, se pravi meritev curka, pa tudi rezidualni urin sta v redu. Ampak problem je pri pacientih, ki se tega ne zavedajo in pri katerih ugotavljamo povišane vrednosti oziroma večje količine rezidualnega urina. V bistvu gre za ene spremembe, ki so irreverzibilne na mehurju. Zaradi kronične obstrukcije, infravezikalne obstrukcije, pride do zadebelitve stene mehurja, nastanejo irreverzibilne spremembe, fibrozne spremembe, tako da se kontraktilnost mehurja zmanjša in potem mehur ne more iztisniti ves urin iz mehurja. In potem ta postmicijski zastanek tudi zviša ta intravezikalni pritisk, tudi ledvice se ne morejo lepo drenirati. In potem čez čas nastane parenhimska okvara ledvic, kar je dejansko zdravstveni problem, ne pa samo problem z kvaliteto življenja. Koliko pa je velika poprečna prostata? Poprečna prostata je 18 do 20 kubnih centimetrov. Zdaj pa tudi glede na starost, recimo toleriramo tam nekje do 25, vendar tudi pri prostatah takšne velikosti vidimo, da pacienti imajo težave. Prostata ima svojo statično pa dinamično komponento. Statična komponenta je število celic, se pravi sama kubatura, velikost prostate, kako ona svojo maso pritiska na sečnico. Dinamična komponenta pa je ta tonus gladke muskulature, ki izvaja, se pravi gladka muskulatura prostate, in včasih, ko damo alfa blokerje, v bistvu, ko se sprosti prostata, se nekako stvari izboljšajo. Razumem. So kakšni takšni konkretni nasveti, ki bi jih lahko dali moškim, kako ne skrbijo za svoje zdravje in predvsem to, kdaj naj pridejo po pomoč k urologu, kateri simptomi jih naj napotijo k urologom? Generalno je pomembno, se pravi, da vsak moški po 45. letu, če ima pozitivno družinsko anamnezo, pride na prvi urološki pregled, če pa nima, po 50. letu. Zdaj, pomembno je, da če opazijo prve simptome benigne hiperplazije prostate, vidijo, če so kakšni faktori, ki lahko v bistvu vplivajo oziroma da recimo zmanjšajo uživanje alkohola, kave, mogoče pred spanjem kakšno uro, da se pravi prenehajo z vnosom tekočine. Potem pa, mogoče malo da shujšajo, potem pa, da če ti začetni ukrepi ne pomagajo, potem pa definitivno rabijo urologa. V kolikem času se pa potem, naprimer, nekdo moški pride k vam na pregled, naredite diagnostiko, v kolikem času potem lahko on prejme že zdravilo ali pa se že dogovorite za poseg? Kako dolgo je to obdobje od trenutka, ko pride k vam? Kar se tiče medikamentozne terapije, mi praktično na tem pregledu se odločimo v pogovoru s pacientom o vrsti zdravljenja in v bistvu že takoj na pregledu predpišemo zdravila. Če se pogovarjamo o operacijah, je to čisto odvisno. Moram povedati, da so čakalne dobe za te posege zelo dolge. Če se pogovarjamo o transuretalni resekciji prostate, tudi o HOLEP-u, čakajo tudi pacijenti s karcinomom prostate, kaj šele pacijenti z BHP-em. Dejansko
stanje se toliko lahko poslabša, da pride do čiste zapore seča, tako imenovane retence urina, potem pa pacient pristane na katetru. Takšni pacijenti mogoče imajo prednost, drugače pa se čaka za operacijo. Mislite v javnih zavodih, čakalne dobe, ker so čakalne kot so za vse. Ali si lahko moški pomagajo sami? Obstajajo kakšni naravni pripravki ali jih morate morda na tem mestu posvariti pred naravnimi pripravki, ki jim lahko mogoče tudi škodijo? Ali so kakšni, ki koristijo? Definitivno, kar se tiče fitoterapije, se pravi prehranskih dopolnil oziroma dodatkov, ni nekih kvalitetnih študij, ki bi pokazale, da dejansko ta zdravila pomagajo. Stališče sodobne urologije je, da v bistvu nekako ne zanikamo alternativne metode zdravljenja, če pacientu pomaga, tudi če je placebo, je dobrodošel, se pravi, znana je učinek Serenoe repens, to je žagasta palma, izleček žagaste palme, ki dejansko pomaga. Druge pa bolj ali manj pa... Na kakšen način pa pomaga ta žagasta palma? Zelo je podobna 5-alfa-reduktazam inhibitorjem, zmanjša nivo testosterona v prostati in se prostata začne manjšati. Oziroma jo vsaj držijo na eni velikosti, da ne raste. Se tudi pri vas zgodi, da paciente na prvi pregled v bistvu naročijo ženske? Zelo pogosto. Ja, to je zelo pogosto in to opažam, da tudi moški želijo, da je ženska zraven, da posluša. Da si zapomne, kako mora ravnati. Verjetno, tako je. Torej, to velja za vse težave. Kar se tiče urologije, je znan podatek, ja, da so ženske tiste, ki moške naročijo. Zakaj imate moški ta, se nam rekla, predsodek? Ali je to strah, ali je to pomislek, ali je to, zakaj je to v moški psihi tako prisotno? Verjetno sam pregled pri urologu je mogoče za moškega malo neprijeten. Zdaj, seveda mi, če hočemo narediti taki temeljen pregled, moramo seveda opraviti digitorektalni pregled, s prstom moramo, se pravi, potipati prostato in to je za moške to neprijetno in dostikrat tudi zavrnejo ta pregled. Tako da verjetno je to. Ja, verjetno, ja. Ko bi moški vedeli, čez kaj moramo ženske iti in čez vse preglede in drugačni smo si. Absolutno, ženske sploh ne komplicirajo. Tudi recimo pri ženskah opravljamo cistoskopije, so bistveno hitreje se odločijo za to kot moški. Ja. Tudi cistoskopija je en od takih sicer bolj invazivnih diagnostičnih metod, ki so potrebno opraviti pred zdravljenjem BHP-a. Če se odločimo za operativno zdravljenje, absolutno moramo izključiti tudi zožitev sečnice kot vzrok za težave. Vse to sodi v infravezikalno obstrukcijo in če moškemu rečeš, da moramo opraviti cistoskopijo, takoj rečejo, ali se kaj da v narkozi narediti, ali kakšen je to poseg in so zelo prestrašeni. Ja, verjetno je tudi nivo bolečine drugače med moškimi in ženskami. Pa mislim, da ste ženske mogoče malo bolj potrpežljive tudi kot moški. Hvala lepa. Lepo, da ste to javno povedali. Zdaj je tudi uradno. Najlepša vam hvala, vse dobro pri vašem delu, vse dobro vašim pacientom. Hvala. Če imate težave z uriniranjem, ne odlašajte. Pravočasno ukrepanje lahko bistveno izboljša kakovost življenja. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.